Spoštovani, kmetijstvo mora v Sloveniji postati pomembna gospodarska dejavnost, katere osnovno poslanstvo je zagotavljanje hrane vsem prebivalcem. Posledično to pomeni tudi nova delovna mesta, ohranjanje podeželja in možnost razvoja turizma. Potrebno je dvigniti samooskrbo s ključnimi kmetijskimi proizvodi in pridelki. Sedanja vlada je sprejela načrt Zagotovimo si hrano za jutri. Gre sicer za zelo privlačen, populističen naslov sedanje vlade, ki pa zagotovo ne bo realiziran. Če bi res želeli doseči cilj dviga stopnje samooskrbe z določenimi ključnimi kmetijskimi pridelki, bi se moralo to še kako odraziti tudi v pripravi proračuna. Zdaj je povsem evidentno, da je kmetijski proračun namenjen zgolj močnim lobijem v kmetijstvu. Za slovenskega kmeta in kmetstvo kot nosilca nacionalne samobiti skozi stoletja pa lobijem in vladi očitno ni kaj dosti mar. Podeželje v ekonomsko-produkcijskem smislu nazaduje, kar kažejo negativni pokazatelji proizvodne hrane, kljub povečanju proračunskih sredstev namenjenih kmetijstvu. Če želimo dejansko dvigniti stopnjo samooskrbe, moramo, in to bomo tudi storili, izpeljati dva ključna koraka. To je preusmeritev proračunskih sredstev v kmetijske panoge, ki so ključne za dvig samooskrbe, in poleg tega bomo spremenili razmerje med živinorejskim in poljedelskim deležem v proračunski podpori kmetijstvu. Za dosego ključnega cilja je tak ukrep reorganizacije v delu kmetijske politike nujno potreben. Na področju okolja bomo uredili problematiko komunalnih in ostalih odpadkov ter rabe surovin. Problematika odlaganja komunalnih odpadkov je prepuščena skrbi lokalnih skupnosti. Le-te pa zaradi iskanja političnega konsenza v svojih lokalnih okoljih to odgovornost hote odrivajo na državo, ki je v korelaciji do Bruslja dejansko pravno formalno odgovorna, kar se kaže tudi v zagroženih kaznih in tožbah, ki grozijo Sloveniji. V tem prerivanju seveda ni učinkovitosti in problemi se samo kopičijo. Zato je potrebna sprememba, ki zahteva sistemsko sodelovanje med državo in lokalnimi skupnostmi, tako pri prostorskem umeščanju deponij oziroma sortirnic za odpadke v okolje in predvsem stimulaciji predelovalne industrije na področju odpadkov. Zdaj te cilje bomo dosegli tako, da bomo spremenili zakonsko podlago, ki ureja razmerja med državo in lokalno skupnostjo na področju ravnanja z odpadki in uvedli tudi stimulativne gospodarske ukrepe, ki bodo zagotovili delovna mesta na področju zbiranja in predvsem predelave odpadkov. In še ena točka, ki je seveda zelo aktualna in bo tudi v naslednjih letih, govorimo o uporabi lesa kot priložnosti za gospodarski preboj. Les je izreden nacionalni naravni potencial Slovenije. Reformirali bomo sistem koncesij za upravljanje javnih gozdov s ciljem boljšega izkoriščanja in domače predelave lesa. Povečali bomo uporabo lesa pri gradnji in predpisali uporabo lesa pri določenih tipih javnih objektov, oživili bomo pohištveno industrijo ter za energetske potrebe uporabljali zgolj odpadni les. Sočasno bomo spodbujali manjše obrate za primarno predelavo lesa in oblikovali okolja za ponovno spodbuditev lesno-predelovalne industrije. Nastanek novih malih žagarskih obratov oziroma tehnoloških posodobitev obstoječih je možno spodbuditi z ukrepi v okviru programa razvoja podeželja. Po vzoru nekaterih sosednjih držav bomo z javnimi sredstvi podprli ustanovitev gozdarsko-lesnega združenja, ki bo izvajalo promocijo lesa kot materijala na različnih področjih in s tržnimi raziskavami pomagalo lesni predelavi tudi pri preboju na tuje trge. Pri tem se bomo zgledovali po rešitvah v zakonu o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov. Hvala lepa.